Živa, Ultu, gledajte, Matana easy. Jaz tukaj razlam Matana najbolj easy način. Verjetno ste zdaj že videli kakšen tak račun. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, a ne? Pač to bi res da lahko izračunam. 1 plus 1 je 2 plus 1 je 3 plus 1 je 4 plus 1 je 5, ampak to ni glih učinkovito in še posebej zamudno je. So pa pametni možje že pred našim štetjem v bistvu določili, upoštevali, da kadar imamo ista števila, lahko uporabimo ne računsko operacijo seštevanja, ampak eno drugo računsko operacijo, ki so jo poimenovali množenje. Ja, torej, to bomo zdaj pomnožili. Vidimo tukaj, najprej preštejemo, koliko enk imamo sploh, ne? 1, 2, 3, 4, 5, torej imamo 5 enk. In bom tudi zdaj napisal tukajle 5, a ne? In zdaj pa za tega, ker so to enke, bom napisal tudi še 1. In vmes zdaj damo pač ja, znak za množenje. In pač jaz napišem x, a ne? Ampak praviloma se pa napiše samo piksel v sredini vrstice. Torej, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 je enako 5 krat 1. In pač ti pametni možje so šli še bolj naprej. Namesto da bi zdaj za vsak ta račun šli, 5 krat 1 je enako toliko pa toliko, so oni naredili tabele, ki že imajo rezultate za te osnovne račune, ker je neskončno teh računov, ampak oni so naredili tabele, ki imajo rezultate za račune od 1 do 10, a ne? To osnovne. In to se bomo danes naučili. Šli bomo skozi upoštevanko števila 1. In pač pravilno ni upoštevanko, ampak upoštevanko sem dal za tega, ker pač upoštevamo, da so vsa števila enaka, ne? Pravilno je samo upoštevanka števila 1. Torej, mi kar začnimo zdaj. Gremo na ta prvi primer in to je 1 krat 1. Za začetek bomo vzeli 1 krat po 1 Lego kocko, a ne? Imam koliko Lego kock? 1 Lego kocko. In torej bom tudi tukajle narisal bom 1 krat po 1 krogec. In zdaj imam 1 krogec. In smo ugotovili, da 1 krat 1 ima rezultat 1 Lego kocka, 1 krogec ima rezultat 1. Ja, 1 krat 1 je enako 1. Gremo zdaj še na ta drugi primer, oziroma 2 krat 1. Zdaj bomo pa vzeli 2 krat po 1 Lego kocko, ne? Najprej ta prvo Lego kocko in še ta drugo Lego kocko, ker imamo 2 krat po 1. In zdaj imamo 2 Lego kocki, a ne? 2 Lego kocki. In torej bom tudi narisal 2 krat po 1 krogec, torej 1 krogec najprej in še ta drugi krogec, ker imam 2 krat po 1 krogec. In 2 krogca, 2 Lego kocki, rezultat je 2. 2 krat 1 je enako 2. A ste že videli približno, kaj vam poskušam pokazati? No, gremo zdaj še naprej. 3 krat 1, a ne? Torej, preden grem še naprej, ja. Tukaj ne moram še to napisati. 2 krat 1 bi lahko napisali tudi kot 1 plus 1. Ampak uporabljamo zdaj množenje, oziroma upoštevanko števila 1. Ok, gremo zdaj še na ta tretji primer, oziroma 3 krat 1, a ne? Torej, zdaj bom pa vzel 3 krat po 1 Lego kocko, a ne? 3 krat po 1 Lego kocko, vzamem 1 Lego kocko, še 1 Lego kocko in še ta tretjo Lego kocko, ne? Imam torej 3 Lego kocke. Ok, cool, 3 Lego kocke. In bom tudi narisal 3 krat po 1 krogec, a ne? 1 krat 1 krogec, 2 krat 1 krogec, 3 krat 1 krogec imam zdaj tudi tukaj. In rezultat je 3 Lego kocke, 3 krogci, rezultat je 3. Lahko bi pa tudi napisali kot 1 plus 1 plus 1, a ne? Ja, ok. In gremo še na en primer, a ne? 4 krat 1. Torej, spet bom vzel 4 krat po 1 Lego kocko, a ne? Imam 1 Lego kocko, 2, 3 in še četrto Lego kocko. 4 krat po 1 Lego kocko sem vzel, oziroma vse skupaj imam 4 Lego kocke. In 4 krat po 1 krogec bom narisal. 1 krat 1 krogec, 2 krat 1 krogec, 3 krat 1 krogec, 4 krat 1 krogec, a ne? 4 Lego kocke, 4 krogci, torej 4 krat 1 je enako 4. Ok. In to bi, pač 4 krat 1 bi lahko tudi napisal kot 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ok. Evo, torej, če zdaj tukajle pogledamo,
Če gremo zdaj na to, kar sem prej že rekel. A vidite, ta prva in ta zadnja številka v računu sta enaki pri vseh računih do zdaj, ki smo jih imeli. Kar pa v bistvu pomeni, da pri upoštevanki števila 1, tisto število v računu, ki ni 1, je enako rezultat. Edino pri 1x1 je rezultat 1. Ampak torej, če imamo 2x1 je rezultat 2, če imamo 3x1 je rezultat 3, 4x1 je rezultat 4, ne? 4 pa 4 sta isti števili, 3 pa 3 isti števili, 2 pa 2 isti števili, a ne? Ja, to je pravilno. A mislite, da bo tako šlo tudi naprej? No, pa pravilno, ne? Torej, gremo zdaj naprej na 5. Torej, 5x1, ne? Imamo 5krat po 1 Lego kocko, a ne? 5krat po 1. Tukaj imamo pač 5krat po 1 Lego kocko. In vse skupaj, glejte to, 5 Lego kock. Kdo bi si lahko to mislil? Torej, pač ne bom krogcev pa številk napisal, ker nimam dovolj prostora, ampak 5krat po 1 Lego kocko je torej rezultat 5, a ne? Gremo še na 6x1. Bom vzel zdaj 6krat po 1 Lego kocko, a ne? In vse skupaj glejte to. Imam 6 Lego kock. Torej je rezultat 6. Meni se zdi, da bo to veljalo za vnaprej. Vsaj do zdaj je bilo. Ok, 7x1, a ne? Koliko Lego kock bom zdaj tukaj imel? Zdaj imam tukaj 7krat po 1 Lego kocko oziroma 7 Lego kock. Rezultat je tudi 7. 8krat po 1 bom vzel zdaj 8krat po 1 Lego kocko. In vse skupaj imam zdaj 8 Lego kock. Torej rezultat tudi 8. 9krat po 1 bom vzel 9krat po 1 Lego kocko. In rezultat imamo gante kaj? 9. A ne? In še 10krat po 1 bom vzel 10krat po 1 Lego kocko. In koliko Lego kock imam zdaj tukaj vse skupaj? 10 Lego kock, ne? Torej spet, če pogledamo, to pravilo velja pri upoštevanki števila 1. Tisto število, ki ni 1, v bistvu se ne spremeni, je rezultat. Edino pri 1x1 je rezultat 1. Torej 10x1 je 10, 7x1 je 7, 3x1 je 3 in 5x1 je 5, ne? Torej 5x1 še iz začetka, ta prvi račun, smo ugotovili, da je enako 5. Ok, torej upoštevanko števila 1 lahko izračunamo tudi na prste, ne? Torej tukaj 4x1 je 4krat po 1 prst, imam 4 prste. Ali pa 7krat po 1 prst, imam 7 prstov, pač vendarnika, ne. Ali pa 8krat po 1 prst, imam 8 prstov. 2krat po 1 prst, imam 2 prsta in tako naprej. V glavnem, ja, danes smo spoznali upoštevanko števila 1. In smo ugotovili, da število, ki ni 1, je rezultat. Edino pri 1x1 je rezultat 1. V glavnem, to je to. Upam, da mi ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte in mogoče se naročite še na YouTube kanal Mata na Easy. Mogoče si ogledate še YouTube kanal Slow na Easy in to je to. Lepo zamejte. Čau!